Radio Robin poslušate, Ura Simčič, vam voščim dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, iščemo stične točke med umetnostjo in kulturo. Podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. Kot rečeno, tokratna tema sezone Korakov do uspeha je podjetništvo v umetnosti, včasih na videz nerazdružljivi področji, ki jim skušamo najti stične točke. In današnji gost oddaje Koraki do uspeha je človek, ki ga zagotovo vsi poznamo, znanec s televizijskih zaslonov, sicer pa tudi gledališki igralec, režiser, glasbenik, pa še kaj bi se našlo. Vesel sem, da lahko tokrat pozdravim Gojmirja Lešnika. Gojca, dober dan. Zdravo, živjo. Sej vsi dobro vemo, kdo je Gojc, a vseeno, kako bi se Gojc predstavil v nekaj stavkih? Kmet, ki obožuje tudi mizarsko aktivnost, skratka ukvarjanje z lesom. Zdi se mi, da je von lesa tako navdihujoč, da se mu človek težko upre. In to bi bilo v enem, bi rekel, bistvo mojega zdajšnjega življenja. In pa seveda uživanje v pokoju. Že v penziji, torej. Ampak vseeno, če se obrnemo na vaša minula leta, ki ste jih preživeli v profesiji, ja, kot umetnika vas zagotovo vsi poznamo, je pa bila vaša mladost, kot ste že rečeno, obdana z vonjem po lesu, ja, to je vaša prva ljubezen v bistvu, ne? Prva ljubezen, ja. Zdaj, prva ljubezen pravzaprav je bila predtem že muzika. Les pa potem, ko sem šel na lesno šolo, se je s časoma prikradla vame ta ljubezen ob praksi, ki smo jo imeli redno na srednji šoli, lesni srednji šoli, in pa potem seveda poleti v mizarskih delavnicah, kjer smo pač morali en mesec imeti prakso, in tam seveda sem se zaljubil v to dejavnost. Zanimiva je ta vaša pot, potem vas je iz lesa vodila tudi med učilniške zidove, ne? Bili ste tudi učitelj nekaj časa. Ja, predtem sem hotel biti inženir krajine, ne, se pravi arhitekt krajine, krajinar, ampak žal ni bilo tistega vpisa tisto leto, tako da sem se vpisal potem na agronomijo, tam je bila sama kemija, ki meni ni neka najbolj zadeva ali pa panoga pri srcu. Potem sem šel na pedagoško akademijo, diplomiral in šel učiti na osnovno šolo. Kako pa je prišla tista ljubezen do umetniškega ustvarjanja? Vam je bila morda položena že v zibko? Pa možno, ja. Moja mami je bila urednica v Pionierskem listu, Dan Spil, ne. In okrog mene dejansko, kljub temu, da sem dislektik, so bile stene, zidovi domači v dnevni sobi obloženi s knjigami. In seveda, in slikami seveda tudi. Tudi prijatelji od moje mami so bili ugledni slikarji, ilustratorke, od Ančke Gošnik Godec do Slane, do ne vem, pač teh velikanov na teh področjih, in to se potem zgleda v mladega človeka naseli. Moj sosed je bil Ignac Koprivc, slovenski pisatelj, ki je bil potem tudi nekako rekel mentor. On mi je dal prvo kitaro, on mi je dal violino, on mi je dal harmoniko. Me je spodbujal, mi je dajal svoje abonmaje za klasično glasbo v filharmoniji, in sem hodil tisto pač, kar take bolj moderne muzike on ni maral, jaz sem jo pa oboževal, in sem potem jaz hodil namesto njega, da se je izkoristila karta, seveda, pa še zastonj je bilo, ne, zame. Seveda. Ja, no, ampak ni toliko pomembno, kot pomembno so seveda te doživljaji v filharmoniji in tako naprej, v glavnem, in to potem očitno mladega človeka nekako oblikuje. Da bi bil pa kdaj igralec, si pa nisem znal predstavljati, že zaradi omenjene disleksije, ampak potem pač so me pregovarjali na Brane Završan in tukaj naša
domačinka Damjana Černetova, da ne grem poskusiti na sprejemne, Brane me je tudi pripravil na te sprejemne in pač. In kot že nič kolikokrat doslej slišano in videno življenje pelje svojo pot. Morda ravno za zaključek tega prvega dela pogovora, že večkrat ste omenili svojo disleksijo, a je to velika ovira pri vašem ustvarjanju? Ne, pri samem ustvarjanju ni, ne. Je bolj, rekel, nek grenek spomin na osnovno šolo. Kaj ti vi namreč odprto govorite o tej temi? Ja, seveda. Jaz se tudi zelo, zelo redno udejstvujem po šolah s predavanji o disleksiji, z druženjem z dislektiki in spodbujanjem, da pravzaprav disleksija ni nek blazen bav, ampak da se da in da lahko tudi uspeš. Prepričan sem, da so dislektiki vsi, domala vsi dislektiki, na nekem področju še posebej talentirani. To je tako kot pri invalidih, ki morajo recimo slepi razviti neke druge čute in potem lahko skoraj da normalno živijo ali pa kakorkoli, gluhonemi in tako naprej in tako naprej. Tako je tudi pri dislektiki, s tem, da disleksija seveda ni bolezen, ampak je neka motnja, ne? Recimo, ja. Ja. Možgani drugače delujejo, se ni pomembno. Skratka, treba je pa seveda opazovati pri dislektikih, kje je pa tisto področje, na katerem so še posebej talentirani in tisto vzpodbujati in razvijati. Pri vseh ostalih stvareh pa seveda je prav, da so učitelji potrpežljivi. Torej pri vas ta disleksija ni bila slabost, temveč prednost, bomo rekli. Ja, potem kasneje. No, recimo, če se povrnemo na televizijo, Gojmir Lešnak Gojc. Igrali ste v nekaj najbolj priljubljenih serijah in filmih, recimo Gospod profesor, Košarkar naj bo, Naša mana klinika, če naštejem le nekaj. Ogromno predstav, projektov, recimo nam malce manj mladim, bomo rekli, znani TV Popper, ki je bil zelo priljubljena, bomo rekli, ne serija, ampak oddaja, pa še kaj bi se našlo. Kaj od naštetega vam je najbolj ljubo? Ja, ena takih reči je zagotovo Periskop. Prvi, sploh moj začetek, ja. Takrat se je v bistvu ta medijska prepoznavnost nekako oblikovala. Seveda TV Popper mi je bil v velik užitek. Tudi lokalne teme, ne? Ja, moram povedati, da zdaj pripravljamo predstavo, gledališko predstavo, skupaj z Borisom Devetakom, Borisom Kobalom in mislim, da kar večino ekipe, ki je sodelovala v TV Popperu, tako da verjamem, da bo to ena zanimiva zadeva. Zdaj pa moram priznati, da je Gospod profesor za moj okus ena, če ne ampak zagotovo ena vodilnih TV serij, res narejena z veliko profesionalno mero, z izjemnimi mladimi igralci, ki niso še akademski, a nekateri so, nekateri niso. Ja, predvsem mladih, seveda, ja, mladih, ki se uvajajo še v to, ne? Tako, ja. In tudi sam pristop k snemanju je bil filmski, tako da je to zelo neobičajno za neko serialko, ampak rezultat je imeniten. Desetletja ste že na sceni, katera vloga vam je morda povzročila pa največ sivih las? Pa vse mislim, da jo ni bilo take, da bi prav bilo nekih blazno sivih las. Imam recimo dve gledališki predstavi, ker če me vprašajo, kjera ti je pa vse so moji otroci, vsi liki so rojeni. Jaz sem en pač tistih igralcev, ki mislim, da je treba vedno skušati najdeti nov lik, novo podobo, nov izraz igralski in tako mi je recimo Marjetka stran 89, ki smo jo delali na Ptuju, ena takih pa Hallstatt. Jančar je v Hallstatt, ki smo ga pa delali v Veroliju v Italiji. Smo bili na nekem festivalu, potem pa še seveda igrali tudi po Sloveniji. In tudi moram reči, da je zelo, zelo kvalitetno televizija Slovenije posnela to zadevo. Kaj pa, če gremo še vedno malce na začetek vaše karijere, umetniške karijere, bomo rekli, se morda spomnite vašega prvega honorarja? Ne. Tudi ta zadnjega se ne spomnim. Veš kaj, jaz že 35 let ne ukvarjam s tem. Imam agencijo, ki skrbi, Narodno avtorsko agencijo, ki skrbi zame.
da pravočasno plačujem vse dajatve in vse tako naprej in tako naprej. Tako da res tudi me lahko vprašaš, koliko pa imaš, pa ne vem, res ne vem, iskreno, ne vem, bi moral poklicati tja na avtorsko, pa moja Sašo, direktorica, vprašati, koliko pa jaz dobim tam. Torej, izgledni umetnik, podjetnik, Gojmir Lešne Gojc. Ja. No, pa morda še to, odkjer črpate navdih za svoje ustvarjanje, vendarle nekaj interpretacije oziroma nekaj intuicije mora biti pri tem. Ja, liki se oblikujejo vedno z neko lastno izkušnjo, ne? Zdaj seveda, če igraš morilca, težko črpaš iz lastne izkušnje, no vsaj jaz ne, pa verjamem, da noben od kolegov igralcev v Sloveniji ne more, ampak neko, bi rekel, oblikovanje lika je pravzaprav sežetek nekih spoznanj ali pa poznanstev ali pa opazovanj, ne, na avtobusu, v mestu, v vasi, konec koncev, v pogovorih z ljudmi in tako naprej, se ti pol kakšne take specifike, ne, kakšne zanimive zadeve nekako vtisnejo, ja, in potem en sežetek tega nastane nov lik. Je morda pri vašem ustvarjanju pomembno vlogo odigrala tudi kraška pokrajina, kjer živite, oziroma takrat zelo znana Republika Škofi? Ja, Republika Škofi se je rodila v TV Popru in za TV Popr... Z Marjem Lisico, ne? Tako, Marjo Lisica in Franček Domobranček. Tako. Dva brata, ne, vsak na svoji strani. To je absolutno bil vpliv Krasa in vse ideje in tako naprej in tudi v bistvu vse je bilo posneto. Vse, kar je bilo na terenu posneto, je bilo posneto ali v Škofih, ali v Komnu, ali v Gorjanskem in tako naprej. V glavnem, ta moj ožji geografski prostor je bil koliserija za moje Menite, da je pomembno, da se lokalno okolje vključi v to vrstno dejavnost? Seveda, jaz mislim, da je prav. In mislim, da neko pametno politiko vodijo na Krasu tudi te turistični delavci, da ne gremo v ekspanzijo nekega množičnega turizma, ampak da je Kras vendarle butik. Ponosen sem, da je Štanjev zdaj obnovljen grad. Jaz moram se pohvaliti, da sem tudi človek, ki poroča mlade pare. Pooblaščenec. Pooblaščenec. Ja, matičar je iz občine. Jaz sem pač tisti, ki spelje cel protokol. In imam ogromno porok prav v Ferrarijevem vrtu, en izjemno lep ambient za poroke. Zdaj, če vreme ponagaja, lahko gremo v grad, veliko jih je tudi v Lipici in tako. Skratka, v užitek mi je, no, tudi to početje. 10 let ste bili tudi na položaju, če smem temu tako reči. Vodili ste namreč vodilno kraško kulturno institucijo Kosovelov dom v Sežani. Kakšne spomine imate na to obdobje? Izjemno lepe. Torej, to je bilo, bom rekel, večino časa ena prečudovita izkušnja z neko zelo grenko vmes, ker je bila pač neka delovna nesreča. Ampak konec koncev ta delovna nesreča dveh sodelavcev, ki sta se kar močno poškodovala, je botrovala temu, da smo dopovedali občinarjem, da je potrebno dom nadgraditi, urediti, varno narediti za vse, ki uporabljajo oder. Ne? Ni pomembno samo, da je lepa dvorana, pomembno je predvsem tisto, kar se ne vidi, kar je v čem skrito, in takrat so pač glede na ta žalosten dogodek spoznali, da je vrag od njo šalo, kako lepo rečemo slovensko, v slovenščini. Tako da smo potem uspeli narediti en zelo velik korak in modernizirati dom. Tako da danes je to en najboljših ali pa najbolje opremljenih kulturnih domov v Sloveniji. Najverjetneje je bilo potrebno kar nekaj podjetniške žilice v vas, da ste vsebinami zadostili potrebam publike, ki je vedno bolj zahtevna, da ste bili dovolj raznoliki, da se je po domače povedano z vsakega nekaj našlo. Da je publika vedno bolj zahtevna, sem malček v dvomih. Zakaj? Zato, ker zelo veliko ljudi naseda na te cenene
gledališke dogodke, bom rekel, da ne bom zdaj pač izpostavljal žanra, ker ni to moj namen, ampak tukaj nastane en velik problem med poslovnostjo in med umetnostjo, med kulturo. Namreč, absolutno danes je Slovenija premajhen prostor, da bi lahko res vrhunske stvari dal na trg, ker ne bi preživele. Vrhunska umetnost absolutno ne more biti podvržena trgu. Skratka, vedno je potrebno to seveda ponuditi ljudem, pripeljati v kulturne domove, ampak pri tem seveda je potrebno subvencionirati strani občine, strani mesta in tako naprej, da lahko pač ljudje dobijo tudi preko zelo visoko kulturo, pa zelo kvalitetne kulturne stvari. Seveda je pa en del te zabavne industrije in te, bom rekel, malo bolj pogrošne kulture, če tako rečem, ta pa lahko preživi, pa ne samo, da lahko preživi, ampak tudi v bistvu kar dobro služijo nekateri fantje s tem. In tle je ta razkorak, ki ga je seveda treba razumeti. Zdaj, kar je bila ministrica Asta Vrečko, mislim, da je to zelo dobro razumela. Jaz sem zelo, rekel, bil vesel in ponosen na njo. Upam, da se ta situacija ne bo pokvarila zdaj z to novo oblastjo in da bo šlo kulturno ministrstvo po tej poti, kot so si ga začrtali. Če tudi malo se bojim, da ne bo ravno tako. Ampak glavnem, hočem reči, poslovni del je seveda pomemben, treba ga razumeti. Jaz sem tudi takrat, ko so me povabili k sodelovanju, povabil me Miroslav Klun, takratni župan, če bi prevzel kulturni dom, sem rekel, daj mi pol leta. Je rekel, nimamo časa, otrok. Sem rekel, jaz pa rabim. Jaz prvo nisem ekonomist in bi se rad podučil o osnovah ekonomije enega tazga delovanja javnega zavoda. Ena stvar, ki je zelo pomembna, to je ta poslovni del, recimo, moram pravne zadeve malo preštudirati, da ne bom čisti analfabet, pa da me bo lahko vsak inšpektor vozil, pa šetal, kako se lepo slovensko reče, šetal, tja pa sem, ne? Tako se da. Tako, in skratka, ko sem ta znanja nekako dobil, imam zelo krasne prijatelje, ki so vrhunski ekonomisti, pravniki in tako naprej, so me podučili, opozorili na bistvene stvari, ne? Veš, kaj je bil poanta vsega? Zdrava kmečka pamet je bistvo. Me pa zanima tole, neverjetneje se spomnite kakšne odločitve, ki je bila pri vodenju Kosovelovega doma poslovno pravilna, umetniško pa vas je bolela? Pri Kosovelovem domu mislim, da se ni nič kaj takega zgodilo, da bi bilo v razkoraku med poslovno odločitvijo šlo narobe. Mi smo sodelovali koprodukcijo z novogoriškim gledališčem, z Narodnim gledališčem Nova Gorica, s predstavo, kako smo ljubili tovariša Tita. To je bila in poslovno, in umetniško, se mi zdi, izjemno pametna odločitev. Takrat sem jaz tudi postal največjih donatorjev Kosovelovega doma, ker sem polovico honorarja puščal Kosovelovem domu. To je bilo pa, bi rekel, neka osnova, da sem jaz lahko tudi projekte, ki sem si jih tam zamislil, lepo speljal. Skratka, s svojim denarjem lahko delaš kar češ, nisi podvržen tem javnim razpisom, ki so dostikrat velika neumnost, oziroma so najbolj racionalni, če tako rečem, ne? Ali pa niso najbolj kvalitetni, zato ker se zasleduje čim nižja cena, to pa dostikrat sploh ni res v končni fazi. Tako da, recimo, to je bila ena takih odločitev, ki se mi je zdela fina. Zdaj, da bi prav, reklame, to je pa moj privat life, zelo malo sem jih naredil v življenju. Tle moram reči, da to je na nek način prostitucija, zato je to tudi, rekel, so cene toliko višje, ker si ti s tem zapreš kar nekaj vrat, ker se preveč pojavljaš ali na televiziji, ali v radijskih oglasih in tako naprej.
In tam pa je tole v razkoraku, tam pa malo, bi rekel, trpi duša ali pa to ustvarjalni del. Ne? Ampak vendarle, promocija za umetnika je pomembna ali pač? Ja, seveda, na vsak način. Danes, no, te novodobni, to mi gre malo na bruhanje, ta vsiljevanje. Ker recimo, en primer ti dam, rečejo, televizijska oddaja bojo 5 znanih Slovencev bo v tem pa tem tekmovali ali pa sodelovali in tako. In po jaz gledam in enega od njih poznam, jaz ne vem, sem tako neizobražen ali kaj, pa ja, en je influencer, en je ne vem kva, nek fitness vodi nekje, en mišičnjak recimo, ali nekaj. V glavnem, danes so vsi, ki imajo 5 minut časa, so slavni in poznani. No? Skratka, trg je zasičen. Prezasičen, ja. Z neumnostjo. Koliko časa pa pri vašem delu vzame ustvarjanje, oziroma koliko časa pa stvari, kot so promocija, komunikacija in prodaja? Ja, jaz imam lastno izkušnjo z 2 projektoma, ki sta bila moja. To je Domovina, ljubezen moja, iz katerega je komad Prdni enkrat zame, oziroma Vetrovi pojo je uradni naslov. In pa zdajšnji Moj život je rock and roll. Skratka, to je nekako, bo rekel, v moji domeni, da sem izbral ne producenta, ampak organizatorja predstav, skratka nekdo, ki se dogovarja v našem imenu za predstave. Mimogrede, prej sva poslušala naslovno skladbo, ali pa prvo iz predstave Moj život je rock and roll, Dostje. Tam sva pozabila omeniti, da je vokal zraven tudi Miran Juvan. In pa Hammersi so bili v prvem, potem v Domovini, tukaj so pa dohtarji, no? Ki sodelujejo kot glasbeniki, 4 glasbeniki, imenitni. In to je zdaj seveda spraviti treba na trg, oziroma je treba znati prodati. In to je mukotrpno, jaz tega ne znam, priznam. Kljub temu, da sem se kot direktor 10 let ukvarjal, ampak takrat sem kupoval, ne? In takrat sem moral delati, bi rekel, balans med tistimi predstavami, ki sem vedel, da so pomembne, da se ljudem pokažejo, pa so bile dražje od prihodka, in pa potem seveda noter prineseš z enimi komercialnimi zadevami, ki prinesejo veliko, pa ne stanejo toliko in potem se to zravna. Tam se kupuje, tukaj se prodaja, ja. Torej vas, čeprav razumem, samo promocija utruja. Promocija je, mislim, jaz se trudim, jaz tudi sam veliko imam Facebook in na Facebooku objavljam vse naše dogodke. Bomo prišli zdaj tudi z rock'n'rollom v tlele zraven, v sosedno mesto, Šempeter, in sicer 2. julija, ja, pridemo Moj život je rock and roll na glavni trg, ta imenitno, lani so bila z pivom, tudi ena imenitna predstava in je fantastično vzdušje tam, moram priznati. Upam, da bomo prišli tudi v ta nov amfiteater v Novo Gorico, se pogovori tečejo. V Kopru bomo 6. junija, 6. Vse to seveda zahteva, ljudje morajo zvedeti, če prideti, ob tem, da seveda je potrebno, da se širi dober glas. To je pa najbolj pomembna stvar, da se širi dober glas o predstavi. Kakšno pot je po vašem kot umetnik potrebno ubrati, da je duša še vedno potešena, denarnica pa ob tem ne trpi? Ja, kar zahtevno vprašanje. Jaz sem razen teh 10 let, ki so jih omenila v Kosovem domu, sem celo življenje, pravzaprav razen začetnih 2 let, kjer sem bil zaposlen v Mladinskem gledališču, bil svobodnjak. Se pravi, bil sem na trgu. Hvala Bogu, nikoli nisem imel nekih leerlaufov, skratka nekih prostih tekov, kjer ne bi imel kaj početi. Vedno so me, hvala Bogu, pravočasno povabili k kakem projektu, ali pa filmu, ali pa televizijski seriji, ali pa televizijskemu filmu, kakorkoli, no. Tako da sem nekako, rekel, dostojno živel. Nikoli v izobilju, nikoli pa lačen. Tukaj je verjetno stvar povezana z usodo oziroma s srečo.
Verjetno je povezana tudi, bi rekel, s tvojim znanjem, ali si dovolj zanimiv za producente, za ljudi, ki odločajo, za umetniške vodje po gledališčih in tako naprej, in da te prepoznajo kot človeka, ki boš uporaben v njihovih projektih. Drugače pa ne znam. Tako, igralstvo je najlepših poklicev, ukolikor si uspešen. Ukolikor si pa neuspešen, pa verjetno je najbolj žalostnih, najbolj tragičnih. In tam pa je potem seveda tudi težava z denarnico in z preživetjem. A tudi pri tem področju pride v poštev kakšna veza in poznanstvo? Ja, včasih sigurno, ja. Spoštuj rodbinske in druge zveze, ker le po njih se kam prileze. Stari rek, pa še kako aktualen. No, kakšen pa je po vaših izkušnjah trg umetnosti v Sloveniji? Dovolj velik za umetnike? Govorimo širše. Ja, zdaj je eno obdobje, ki je prenasičeno z nekimi temi hitrimi, banalnimi, primitivnimi uprizoritvam ali predstavam in tako naprej. Ne govorim o gledališčih, govorim pač o teh off-production oziroma o teh zasebnih nekih projektih, ki jih imajo, in je tega ni prave selekcije, no. Tako da zdaj trenutno je Slovenija malo premehna pravzaprav, ampak to so valovi, ne. To je tako, ko v politiki te novi obrazi, pol pa naslednjo rundo noben več ne ve zanje, ne. In tle bo ravno tako, no. Tle bo pač te stvari propadle in ohranila se bo pa vedno kvaliteta. Jaz o tem sem prepričan. No, imate ogromno izkušenj, ogromno kilometrine. Kako se je v desetletjih v Sloveniji spremenil položaj kulturnika? Je za njega bolje poskrbljeno, kot je bilo včasih, in morda obratno? Ja, ne, vse. Jaz se bo rekel, lega, spet jugonostalgik, ne, a v socializmu je bila to čist druga zgodba, no. Je res, polagali se je veliko, no, v to. Poglejmo samo primer drame, ne, obnove drame. To še 5 let ne bojo in ne znajo urediti. Če ne bo Janković po mizi udaril, ne bo nič, ne. Tako da včasih mislim, da je bilo bolj enostavno, da je bilo še več ali pa več kvalitete je bilo, no, se mi zdi. Bolj je bila pomembna. Zdaj pa, kot sem prej že rekel, ne, zdaj pa veliko tega nekih pogrošnih zadev in trg bo sam to uredil. Nažalost pa je to, ne. Danes je podvrženo vse trgu in tisti politiki, ki mislijo, da lahko kultura preživi na trgu, oprosti, je idiot. Pa še ene vam zelo ljube teme se nisva dotaknila, saj ne tako na veliko, tudi glasbenik, ne. Kako je pri vas potekala tale glasbena pot, kariera, če hočete, v par stavkih? Ja, začelo se je skupino Srb leta 76 in smo do leta 84 delovali kot alternativna skupina, no, neka taka rok v opoziciji so nas označili, takrat se pravi neko evropsko gibanje proti komercializaciji rock'n'rolla. Potem jaz sem imel take neke predahe vmes, v 90-ih letih sem ustanovil skupino The Hammers in Gojc, ki smo naredili pač to neko franšizo gledališko, predstavo Domovina, ljubezen moja, in tudi istoimensko ploščo izdali. Producent je bil Nizozemec in smo potem tudi v Amsterdamu to zmiksali, kar se tudi sliši po zvoku, da je malo drugače kot pa ta naša produkcija. Ne bom rekel boljša ali slabša, ampak drugačna. In potem me je žena toliko cajta nagovarjala, da sem končno začel spet pisati in sem naredil predstavo Domovina, ljubezen moja. Ne, moj život je rock'n'roll, v bistvu po 30 letih, no. Oziroma 25, po četrt stoletja sem začel ustvarjati, ampak prišli smo pa po covidu ven, ko smo zbrali ekipo celo in tako naprej.
Torej, ta glasba ostaja vaša Prva ljubezen. spremljevalka in prva ljubezen. Takole. V letošnji sezoni Korakov do uspeha gostimo najrazličnejše umetnike in raziskujemo njihovo videnje podjetništva v kulturi, pa morda tudi obratno, in vsak gost naslednjemu preda štafeto v obliki vprašanja, ki je vezano na to področje. Prejšnji torek nas je obiskala Cindy Rutar-Erzetič, oblikovalka iz Goriških Brd, in Gojc vam postavila tole vprašanje. Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela, in me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran. Kaj odgovoriti? Ja, jaz mislim, da je tukaj pomembno srce, iskrenost, tolerantnost in iz tega ven izvira vse. Če ćeš biti pošten ustvarjalec, potem, če se držiš teh načel, ne boš falil. Kaj pa bi vprašali naslednjega gosta, sicer točno še ne vemo, kdo bo? Ja, naslednjega gosta bi pa vprašal, kar seveda meni podobno, ne? Ker sem v prvi vrsti tudi satirik. Namreč, kako v Sloveniji doseči, da bi ta na polovico razdeljen narod poenotil vsaj pri najbolj bistvenih vprašanjih, in kako se rešiti primitivizma v parlamentu. Zanimivo vprašanje, ki zagotovo terja zanimiv odgovor. No, Gojc, morda za zaključek še v enem stavku. Kaj bi Gojmir Lešnaj Gojc danes svetoval mlademu nadobudnemu Gojcu na začetku svoje umetniške poti? Ne jed po tej poti, beži stran, da se ne boš martral, pa da te ne bojo stalno nekaj zmerjali, limone in to, beži ti tam za tišlarja in se tam zuči, boš jamu 20 soldov in svojega mira, kolikor boš to. A lahko še kaj temu dodamo? To je to. Gojmir Lešnaj Gojc, najlepša hvala za vaš obisk v tokratni oddaji Koraki do uspeha in seveda vse dobro še naprej. Hvala za povabilo. Vam pa tudi hvala, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vas čas. Tole je bila nova epizoda oddaje Koraki do uspeha, ki jo skupaj pripravljamo s podjetjem Spintek in z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Do naslednjič, nasvidenje, z vami sem bil Uroš Simčič. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.